zelo pomemben element vsakega avtomobila. 12-voltni zagonski akumulator. Če tukaj nastanejo težave, avto enostavno ne dobi življenja. Gremo v delavnico, da boste vse izvedeli o 12-voltnem zagonskem akumulatorju. Zato, ker je to osnova za delovanje električnih sistemov. Avto pač ne vžge, začne kašljati in ful počas vrti. Pozimi mraz, polet vročina, pač zgubi svojo moč. To se načeloma kaže tudi že poleti in če polet že začne avto malo kašljati, pozimi bo sigurno umrl akumulator. Edina opcija je, da se pač z vozilom vozimo, da uporabljamo vozilo, ker če vozilo stoji dalj časa, akumulator pač umre. Ne, naj to pridejo neko delavnico k mehaniku, katero ima tudi orodje, ne samo za zamenjavo, ampak treba je zadevo tudi prilagoditi s testerjem in avto povedati, da ima nov akumulator. Da se to strokovno naredi. Če že sami menjajo, je treba paziti na polariteto, se pravi plus na plus, minus na minus, pa pravilna velikost akumulatorja, zadostna moč, skratka, ni lih toliko enostavno. No. Ne smemo zamenjati polaritete. Plus, plus, minus, minus. Plus je vedno rdeč, minus črn ali pa moder. Vedno najprej plus, potem pa minus. Vedno je treba gledati tako, da so kleme obrnjene proti tebi, ne stran od tebe. Ali odpove alternator ali pa računalnik vozila. Najprej plus, potem maso, ampak je tako. Velikokrat tudi stranke kablov nimajo ta pravih in zadeva ne gre skozi. To pomeni, da je premajhen presek kablov, so prešvok kabli. Se grejejo, topi se plastika, ni dobro. Zadeva lahko prav hitro tudi zagori. Ja, verjetno bo dlje časa delal, ampak bo pa bolj trpel alternator, kateri ne zmore toliko polniti, kakor je velikost akumulatorja. Alternator umre, pač, ker se matra. Danes imamo mokre, suhe, več ali manj so brez vzdrževanja, ampak opažamo pa, da je veliko merilo cena akumulatorja. Žal, kar pa ni vedno najboljša izbira. Po moči se razlikujejo, ampak tudi v električnih vozilih, pa v hibridnih so pač klasični akumulatorji. AGM akumulator je pa zadeva start-stop, pač omogoča večjo število zagonov in tak, kakršen je predpisan za določeno vozilo, tak mora biti. Seveda pride v sklopu asistence, naj si bo to zavarovalnica ali pa članstvo AMZS. Ponavadi se jih pusti tam, kjer se menja, ker imamo organiziran odvoz, ker to je pač nevarni odpadek in nam dobavitelji to vzamejo nazaj.